Mesta so vedno bila nek center novega razvojnega impulza. Ko je šlo za renesanso, ko je šlo za industrijsko revolucijo, sedaj, ko gre za tehnološko revolucijo, so mesta tista točka, kjer prihaja do koncentracije, do gostote idej, do povezovanja teh idej in do nastajanja nekih novih razvojnih modelov. Zaradi tega je seveda tudi potrebno imeti v mislih, kako upravljamo ta mestna središča, da bo res prišlo v teh urbanih središčih do izkoriščanja tega največjega naravnega potenciala, to pa je velike koncentracije kompetentnih, razgledanih in tudi infrastrukturno dobro podprtih skupin, subjektov, organizacij. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, predvsem preko javne agencije Spirit, že nekaj časa aktivno delujemo na projektu menedžmenta razvoja mestnih središč. Torej želimo obuditi mestna središča, želimo pravzaprav povedati ali pa vzpostaviti način povezovanja med lokalnimi skupnostmi, torej občinami in pa podjetniki, predvsem malim gospodarstvom, na način, da bodo seveda prepoznali možnosti, tudi koristi, da bodo ponovno vzpostavljali svojo dejavnost v teh mestnih središčih in pa seveda želimo vse to povezati tudi z razvojem pametnih mest in skupnosti. Tukaj pa je druga vloga ministrstva, ki preko tako imenovanega razvojnega partnerstva, tako imenovanega SRIP-a, poskušamo vzpostaviti sodelovanje med razvojnimi inštitucijami, ki delujejo na tem področju, in pa podjetji, ki ponujajo rešitve povezane tudi seveda in z digitalizacijo in z pametnimi tehnologijami, da bi pravzaprav posredno potem res naredili življenje tudi v mestnih središčih lažje, bolj učinkovito, tudi z vidika potem malega gospodarstva. Skratka, kar nekaj področji je, kjer aktivno sodeluje ministrstvo, in jaz mislim, da je to tudi današnji posvet in tema pravzaprav današnjega posveta odlična priložnost, da skupaj prepoznamo še dodatne priložnosti. Leta 2015 je Evropska komisija pripravila predlog tako imenovanega Junckerjevega načrta, s katerim želi spodbuditi za več kot 300 milijard investicij do leta 2018. Majhna srednja podjetja tukaj lahko sodelujejo, glavno cilj je narediti javno-zasebna partnerstva za pripravo različnih projektov, ki naslavljajo pravzaprav izzive, s katerimi se Slovenija sooča. Ta inštrument je zelo fleksibilen, omogoča različna povezovanja, tudi finančni obseg je lahko zelo različen. Pomembno je zgolj to, da je projekt finančno dobro utemeljen, da dobro stoji, in potem pa so tukaj v Sloveniji tudi ustrezne inštitucije, ki lahko pomagajo pripravljati projekte. SID banka je tista, ki je pravzaprav razvojna banka, ki je tudi vstopna točka za te projekte, tako da tukaj je pomembno, da majhna srednja podjetja pogledajo, kakšne so možnosti. Seveda je pomembno tudi, da se naučijo več o javno-zasebnih partnerstvih in potem povežejo z inštitucijami, ki jim lahko pomagajo in pripravijo ustrezne projekte. Gospod Batagel, danes veliko govorimo tudi o javno-zasebnem partnerstvu. Kako ga vidite vi, predvsem seveda z vidika Postojnske jame? Pri tem je ponavadi tako, če je dobro spisano na začetku in pri nas je v tem primeru uredba za koncesijo, potem tudi tako partnerstvo je korektno in dobro teče. Konkretno pri nas je to Ministrstvo za okolje in prostor in moram reči, da gre res za eno zgledno sodelovanje, ker na eni strani je ministrstvo, ki mora skrbeti za svojo jamo, po drugi strani so pa strokovne inštitucije, to je Zavod za naravo, za varovanje naravne in kulturne dediščine in pa Inštitut za raziskovanje krasa. Tako da, če kdaj obstaja dvom, verjamem, da obstaja zaradi tega, ker so pravila slabo napisana, tukaj pa so dobro napisana. Ravno kar smo zaključili s prvim delom, torej po uvodnem delu, kjer so bili po mojem mnenju zanimivi uvodničarji, podelitva priznanja Pomladni veter. Zdaj že lahko povemo, da je to podjetje Fama, ki je uspel v 27 letih svojega delovanja z vse skozi pozitivnim poslovanjem odpreti kar več kot 20 trgovin, in to v predelih, kjer so veliki trgovci propadli. To je sigurno primer uspeha malega trgovca, ki združuje danes več kot 60 malih trgovcev,
preživelih malih trgovcev in to si tudi kot podjetniško-trgovska zbornica, ki se je zadnja leta vse skozi trudila, da bi to verigo malih trgovcev ustvarili, jemljemo tudi kot naš uspeh, skupaj seveda s temi našimi podjetniki, malimi trgovci. Moram reči, da smo izjemno presenečeni in se sprašujemo, če smo res v minulih 27 letih toliko naredili, da smo upravičili to resnično visoko priznanje. Ampak še vse je pred nami. Mi se počutimo izjemno mladi, vitki in obljubljamo, da bomo po tej poti, po kateri hodimo, šli še naprej. Fama bo še naprej razvijala podeželske markete, kjer prinašamo dušo in srce v te kraje. Še naprej se bomo trudili razvijati našo verigo malih trgovcev po celotni Sloveniji in ker je tema današnje konference upravljanje mestnih središč, moram reči, da tudi naš market v Ajdovščini, mestni na Starem trgu, ki lepo posluje, ne bo zadnji in da se bomo vključili še v kakšno mestno središče. Ravno kar smo poslušali primere dobrih praks iz tujine. Pripeljali smo Lizbono, ki je pred 2 leti dobila prvo mesto v Luksemburgu in vzporedno s tem smo predstavili tudi Koper kot naš uspeh, slovenski uspeh mestnega marketinga, kar si štejemo tudi uspeh podjetniško-trgovske zbornice, ki je začela ta projekt leta 2011. Poslušali smo tudi primer Beljaka. Actually, our economy is based in small medium enterprises, so what we do is really encourage entrepreneurs to start business. Actually, our program, which is Lisbon Micro Entrepreneurship, only supports small business. So what we do is to encourage people, entrepreneurs, to start very small businesses, and for that we have different partnerships. We have public partnerships with institutes, for example, with the entity that is the national manager of microcredit, and another institute which is the National Employment Institute. And examples of private partnerships, we have banks. We have at least 5 or 6 banks with whom we have relations, and they have very good rates and conditions and interests to propose to entrepreneurs that want to start small business in Lisbon. Jaz definitivno priporočam predvsem lokalnim oblastem, torej vodstvenim organom, občinam oziroma županom ali pa recimo direktorjem občinskih uprav, da med svojim kadrom najdejo take ljudi, ki so prepričljivi, ki so verodostojni, ki jih ljudje širše sprejmejo, ker pogovori, ki bodo vodeni ali pa ki se vodijo med trgovci, med malimi trgovci, so izrednega pomena predvsem zaradi kredibilnosti, ki jo lahko taka oseba ima. To se je, moram reči, na nivoju Slovenije pokazalo kot izreden dober adut ali pa as v rokavih, kajti tam, ker trgovci prepoznajo v lokalni skupnosti soustvarjalca razvoja mesta, nekoga, ki je pripravljen priskočiti na pomoč, ki je pripravljen pri takšnem razvoju tudi pomagati, tam seveda se uspešne zgodbe hitro razvijajo, tako da se je dober glas prakse, ki smo jo mi začeli v Kopru, širi kar lepo po Sloveniji, no in moram reči, že danes ta konferenca točno dokaz tega, da smo vse širše na slovenskem državnem nivoju tudi priznani. I see the development since 2011 as we started the first pilot models in Ljubljana, in Celje and in Koper. It's a success story. It's a very dynamic, a very good development, not only in the 3 pilot cities, in many other cities. From my point of view, Slovenia counts to one of the fast-growing countries in the town center management field in Middle and Eastern Europe. Naš strip Pametne mestne skupnosti trenutno združuje preko 130 članov različnih, od malih do velikih podjetij, inštitucij in tako naprej. Glede mestnih središč, tudi mi reagiramo pravzaprav na potrebe, ki se na tržišču oziroma na terenu pojavijo.
Mi lahko pomagamo pač predvsem pri zagotavljanju nekih tehnoloških inovacij oziroma produktov oziroma storitev, ki bi pač podpirale določene ideje, ki se lahko porajajo pač v mestnih središčih. Težko v bistvu mi generiramo oziroma predlagamo, kaj bi bilo treba narediti. Ampak če je pa ideja, kaj bi se lahko pač pripravilo, pa seveda bomo pomagali pri iskanju pravih resursov, da bi se ta zadeva uresničila oziroma tehnološko izpeljala. Javno-zasebno partnerstvo je pač ena oblika sodelovanja med javnim in zasebnim partnerstvom, gre pa za obliko, kjer partnerja nosita vsak svoj del tveganj in prinašata v ta projekt tudi tiste svoje prednosti, ki jih pač imata. Tako da jaz mislim, da se iz javno-zasebnega partnerstva dostikrat dela neka idealizirana slika, da je to neka magična palčka za reševanje problemov, ko ni denarja. Jaz bi rekel, da gre to za eno obliko, ki je primerna za določene stvari, je pa za njo potrebno izpolniti, jaz bi rekel, precej predpostavk. Eno je, da mora javni sektor zelo jasno vedeti, kaj hoče. Se pravi, mora ta projekt biti jasno definiran. Videti je potrebno, ali je ta projekt, tako kot je definiran, primeren za javno-zasebno partnerstvo. Treba je pol tudi imeti eno dosti kompetentno ekipo na strani javnega sektorja, da potem v bistvu v dogovoru z privatnim sektorjem ta projekt zaveže tako, kot je pač potrebno. In pa jaz bi rekel, ta beseda partnerstvo bi jo jaz poudaril. Partnerstvo, že beseda pomeni, da gre za nek malo dolgoročnejši odnos. Če gre za javno-zasebno partnerstvo, je to v bistvu proces, ki bo se nadaljeval, tudi ko bo pogodba podpisana. In partnerja morata biti pripravljena na to, da vkolikor se razmere spremenijo, tudi to, kar sta se dogovorila v osnovni pogodbi, mogoče redefinirata. Ker končno, čim je nek daljše obdobje, ne moš ti predvideti vseh situacij, ki bodo prišle. Zaključki okrogle mize kažejo velik pomen digitalizacije za podjetnike v mestnih središčih in pa predvsem pomen vključevanja v 3 pametna mesta, predvsem v vertikalo kakovost urbanega bivanja. Tako da v prihodnje se bomo sigurno vključevali, povezovali z občinami, podjetniki in ostalimi deležniki, tako da bi se na nek način povezali v ta srib.